Projekt Pametne vasi za jutri je snovalo 5 različnih lokalnih akcijskih skupin iz celotne Slovenije. Gre za projekt sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Las Posavje je pripravil model pametnih rešitev. Govorimo pa seveda o tem cilju, da želimo ohraniti podeželje, da postane vitalno, da seveda prebivalci ostanejo na podeželju in da se temu izzivu, ne nazadnje digitalizacije sveta, bom tako rekla, da seveda tudi na ta izziv podeželje nekako odreagira. Model se nanaša na pametno Srebrno vas. Gre pravzaprav za gospodinjsko skupnost na vasi, ki je obogatena z socialno infrastrukturo, obogatena je seveda tudi z nekimi digitalnimi tehnologijami, da bo lahko prebivalec, ki bo živel v taki gospodinjski skupnosti, lahko komuniciral tudi nadaljavo, se pravi neka e-opismenjevanje z oskrbovalcem in pa tudi z zdravstvenim osebjem, ne nazadnje. To si želimo, da bi potem starejši ostali na vasi dlje, seveda v svojem bivalnem okolju, kar mislimo, da je seveda tudi ne nazadnje dolgotrajna oskrba v ta cilj seveda tudi usmerjena. V sklopu projekta so pripravili analizo demografske strukture, ki bo osnova za pripravo modela pametnih srebrnih vasi. Anketirali so 372 uporabnikov, ki še niso v sistemu domskega varstva, in 181 oseb, ki so v sistemu. Navedli so, da največkrat so problem ali pa bo problem, če že ni sedaj, dvigala, ki ga nimajo, ker imajo visokonadstropne stanovanjske hiše. Potem je problem stopnišča, ki jih imajo vsaj nekaj in je tudi to problem v starosti. Tudi velik procent jih je pa tudi izpostavilo, da v snežnih razmerah ali pa v dežnih pa patronažna služba, zdravstvena služba do njih sploh ne more. Sicer si želijo bivanje v bližini domačega kraja. To imenujemo zdaj lahko pametna Srebrna vas, kjer bi se ti ljudje skoncentrirali ali tudi ne, zaradi tega, kar je že prej smo slišali, zaradi informacijske tehnologije, ki je zdaj lahko tudi to razpršeno in v teh naseljih starostniki bi se počutili varne, kar je tudi njim zelo pomembno. Bil bi nek nadzor ali pa bili vsaj v skupnosti, kjer bi nekdo lahko poskrbel za njih, ko bi to nujno potrebovali. Izpostavili so tudi, da bi si želeli imeti moč samoupravljanja in samooskrbe v pametni Srebrni vasi. Zadovoljni bi bili, če bi imeli v tej vasi garsonjero, kjer bi bila mogoče največja cena, kar so tudi izpostavili 900 evrov, in zmogli bi tudi plačevati dnevno varstvo v višini 500 evrov. To se nam je zdelo zelo pomembno pri načrtovanju teh pametnih srebrnih vasi. Glavni cilj pa je seveda, da vsem občanom našim in pa starostnikom omogočimo kvalitetno bivanje čim dalj časa na svojem domu, kajti želja je tako nas v občinah, kot tudi seveda občanov, da lahko kvalitetno preživljajo starost v okolju, v katerem so živeli več ali manj skozi celo življenje. Sam model bo seveda zdaj zaenkrat bil na papirju. Mi smo uredili v bistvu že eno tako, bom rekla, Srebrna vas je v bistvu kot gospodinjsko skupnost v Gorenjem, Leskovcu, v Krškem. Tudi v Sevnici imajo te prostore za druženje in ker je to seveda samo pilotni projekt, si želimo, da bi seveda nadgradili res tudi z prostorskimi akti, prostorsko umestili tako pametno vas v katero izmed posavskih občin. Model bo nastal konec januarja. Vrednost projekta je cirka 90 000 evrov, bom rekla, za vse partnerje v Posavju. Partnerji so pa seveda Las Posavje, RRA Posavje, občina Brežice, občina Krško in pa občina Sevnica. Projekt, ki traja od letošnjega januarja, bo potekal do junija 2020.